Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem v politiki že kar dolgo, kot dolgo časa poklicni politik, 98 mestne občine Celje. Prej sem upravljal tudi funkcijo državnega sekretarja Ministrstva za pravosodje, bil nekaj časa predsednik Slovenske ljudske stranke, tako da lahko rečem, da imam precej političnih izkušenj. Ves čas sem seveda tudi jaz zagovarjal potrebo po decentralizaciji Slovenije in sicer sem vedno govoril o dvojni decentralizaciji, najprej upravni, pa tudi fiskalni decentralizaciji. V vseh teh letih moram na žalost ugotoviti, da pa ne zato, bom še prej to pojasnil, ne zato, ker bi si mi župani na lokalnem nivoju želeli večjo moč, večje pristojnosti in ne vem kaj še, ampak izkušnje evropskih držav, ki velja za najbolj razvite evropske države, kot so Danska, Nizozemska in še nekatere druge, kaže, da je dobro, da se v čim več stvareh, ki imajo posledice na lokalnem nivoju, tam tudi odloča. Danes žal ugotavljam, da proces teče ravno v nasprotni smeri in da se država za vsakimi volitvami, naj si bodo lokalne, pa državne, v bistvu še bolj centralizira in da je skrajni čas, da najprej nekaj naredimo na jasni razmejitvi pristojnosti. Mi imamo v državi dva nivoja, državni in lokalni nivo, s tem, da se ves čas dogaja ta proces, da država za raznimi zakoni, veliko bolj pa s podzakonskimi akti omejuje tiste ustavno in zakonsko določene pristojnosti občin. Občutek imam, kot da imajo ljudje, ki so zaposleni v državni upravi, občutek, da so pametnejši, bolj sposobni od uradnikov na občinskem nivoju in se dejansko tako do nas tudi vnašajo. Celo vrsto primerov navedem, ki so dejansko absurdni, to, kar je že govoril predsednik. Kako naj v Ljubljani, recimo na Arso, odloča o stavbni pravici preko potoka, ki smo recimo mi rabili za zgraditev pešpoti, ki je bila financirana z evropskih sredstev, če verjetno niti ne vedo o tem, da je stavbna pravica na koncu, ki jo morajo občine plačati državi, manj vredna, kot je strošek cenitve te stavbne pravice, ob tem, da cel postopek traja več kot 1 leto in pol in da smo recimo v Celju morali zaradi tega ta del poti izločiti iz projekta in potem kasneje nadaljevati sami na lastne stroške. Jaz upam, da bodo te izredne volitve vendarle prinesle na oblast politično garnituro, ki bo razumela, da decentralizacija ni kaprica nas lokalnih politikov in lokalnih ljudi, ampak da je to dobro za celo državo in da bomo javni denar, ki ga bo verjetno v naslednjem obdobju veliko manj, kot ga je sedaj, bolj racionalno in bolj učinkovito uporabili, če bomo o tem, kako in kega bomo uporabili, odločali tisti, ki bomo nenazadnje imeli od tega koristi, posledic ali kaj podobno. Tudi jaz moram reči, da se popolnoma strinjam z kolegom Kanglerjem. Dolgo že spremljam volitve praktično od osamosvojitve Slovenije. Vse sorte smo v teh letih videli, slišali, ampak kaj takega, kot se je letos zgodilo, ko sem tisti prvi dan zagledal plakate Delam za Celje, vidim mojega županskega kolega, pa se vprašam, Madonna, kaj pa je ta za Celje, da se delo, ali pa upanje za Celje. Jaz mislim, da je to malo ponižujoče za nas, ki se že dolgo leta trudimo. Jaz sem 13 let župan v Celju, si domišljam, da sem res nekaj za Celje naredil. Imamo rezultate, ne samo jaz, ampak tisti, ki smo v tem času imeli odgovornost za svoje občine. In si sam predstavljam, kako bi izgledal, če bi jaz v Ljubljani nalepil plakate z mojo podobo, pa napisal Delam za Ljubljano. Jaz upam, da volivci ne bodo nagradili takega pristopa. Me pa kot župana strah tudi teh strank, ki so pa tudi po definiciji centralistične, jaz tem rečem stranka 10 ljudi, tam v Ljubljani, ki nimajo nikjer nobenega občinskega odbora. Namreč do zdaj je vedno bilo tako, katerekoli stranke so bile v vladi, so imele svoje občinske odbore, recimo pri nas jaz sem lahko kakšen stik, kakšno povezavo vzpostavil tudi preko lokalnega občinskega odbora do državnega odbora in potem naprej recimo do ministra, sekretarja, do ljudi, ki s tem pač pogovorili.